zgroženi nad ukrepi vlade na področju podeželja? To, kar počne vlada sedaj skozi nepremičninski davek, zakoni, ki spreminjajo ureditev lokalne samouprave, je po mojem globokem prepričanju in prepričanju Slovenske ljudske stranke uničevanje slovenskega podeželja, slovenskih občin. To je tistega dela, ki po mojem prepričanju zopet najbolje deluje v Sloveniji. Zato je nujno, da se takšen reformni paket ne sprejme, da predsednica premisli še enkrat, se sestane s slovenskimi župani in predvsem, da umakne zelo škodljiv nečloveški zakon, to je zakon o davku na nepremičnine, ki bo v veliki meri obremenil ravno tiste, ki najtežje živijo in so skozi leta, desetletja varčevali, zgradili svoje domove, gospodarske objekte v obliki obrtnih delavnic, kmetij, danes pa dobijo za nagrado nenormalno odločitev in neenakomerno obremenitev v teh težkih časih, obremenitev za reševanje krize, ki je nastala nekje povsem drugje. Zakaj ne bi torej ti ukrepi uničevali podeželje? Ukrepi gredo v to smer, da se skozi sistem financiranja občin jemlje na primer občini Solčava 400 evrov po glavi, po človeku, to pomeni približno 30% celotnih prihodkov. Mestna središča pa ostanejo na istem, vekolikor pa bi bil spremenjen zakon o financiranju občin v takšni obliki, kot je predlagan, pa bi šlo do tega, da bi tiste občine, ki imajo veliko kilometrov cest, veliko podeželje, kjer je treba otroke pripeljati oddaleč v šolo, bile prikrajšane za teh 25 do 30%, mestne občine pa celo nagrajene z višjim financiranjem, kot je danes. Gre za povsem neprimerno kupčkanje z tem javnim denarjem in iskanje na nek način tudi politične podpore, ne pa reševanja krize in pa težav, ki so realne v Sloveniji. Pa ste sicer za kakšno reorganizacijo okrog lokalne samouprave v Sloveniji ali strogo zagovarjate vseh teh 300 občin z najmanjšimi vredi? V Sloveniji je 212 občin, vekolikor bo zaživela tudi občina Ankaran. Sam ocenjujem, da je reforma lokalne samouprave potrebna. V tem tednu bomo vložili tudi pobudo za sklic odbora za lokalno samoupravo, za notranje politiko, lokalno samoupravo in odbora za finance, da o tem temeljito spregovorimo in da tudi naredimo skupino, ki bo pripravila strategijo za reformo lokalne samouprave. Sam sem prepričan, da je potrebno marsikatero funkcijo, ki jo upravlja danes občina, spraviti tudi na višji nivo, predvsem to povezovanje v obliki skupnih občinskih uprav je, mislim, da še kako aktualno. Ključen pa je razmislek države, da mora iz svojih pristojnosti in kup pristojnosti preseliti na to nižjo vmesno raven, kjer se bodo občine med sabo povezale. Problemi so tu, kjer živijo ljudje, to imamo v misli predvsem področje sociale, področje načrtovanja razvoja prostora, gospodarstva, kmetijstva in danes je Slovenija vse preveč centralizirana država in sam vidim rešitev za to državo v tem, da bi pristojnosti spravila na nižji nivo. Nisem tudi sam na tega stališča, da je to potrebno na teh 212 enot. Mislim, da bi bila neka vmesna raven, ker obstoječa mreža upravnih enot zelo primerna in marsikaj bi se lahko na tem nivoju urejala. Tudi danes imata na primer Center za socialno delo in upravna enota isto površino in ključni problemi, s kateri se bomo žal ukvarjali tudi v Slovenski, se bodo ukvarjali slovenske občine, bo reševanje socialne stiske, brezposelnih in te probleme se pač ne da reševati tako, da o njih govoriš v Ljubljani, ampak je treba iti tam, kjer so problemi. Hvala lepa.